Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Jasmina mi je pred časom poslala tole fotko in mi je pripisala: Neža, poglej, že 2 tedna zapored. Zdaj, meni je bilo nič jasno, zakaj je Jasmina tako navdušena. No, potem pa sem zvedela, da tale zelena barva na lakmusovem papirju pravzaprav gre za pokazatelja, da je njeno telo v optimalnem bazičnem stanju, kar pa je v današnjem času, bojda pravijo, ogromen uspeh. Vedno več ljudi je namreč zakisanih in posledično jih vedno več tudi trpi torej za oteženim delovanjem limfe. Optimalno, torej pH optimalen telesa se giblje tam med 7,1 in pa 7,5, medtem ko ima povprečna odrasla oseba danes pH urina torej malo več kot 6,5. Ja, nažalost, slabe prehranjevalne navade in tudi sodobni življenjski stil terjata svoj davek in povzročata vse večje kopičenje kislin, kar povzroči krčenje limfnih žil in s tem tudi zmanjšanje zmožnosti limfnega sistema. Ta pa ima seveda velike posledice na naše zdravje, če pomislimo, da se skozi limfno tekočino čistijo pravzaprav vse celice našega telesa, ne. Zdaj, ustrezen pH in zdrava limfa sta torej res pogoj za zdravje človeškega telesa. Podrobneje o delovanju in vlogi limfnega sistema pa nam bo povedala naša strokovnjakinja in seveda prava enciklopedija znanja, diplomirana medicinska sestra in limfoterapevtka Neža Justin. Neža, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Sem ti že rekla, nekoliko imaš lepo ime. Ja, tudi ti. Ja, hvala. Neža, zdaj, če bova mečkam povezali, torej limfa in zakisanost imata neko povezavo, ne? Ja, imata. Sploh pač razstrupljanje telesa, če je telo preveč zakisano, je tudi zastrupljeno in limfa je tista, ki razstruplja naše telo. In limfo je do 3 litre v telesu. 3 litre imamo do limfe? 3 litre, ja. In je v bistvu res zanemarjen sistem, ki se včasih o njem ni nič govorili, pa še vedno se premalo. Glede na to, ko govorimo o virusih, o razkuževanju, ne govorimo pa o imunskem sistemu, ki je v bistvu glavni pri teh stvareh, ker telo se lahko samo tudi zavaruje in pri tem je v bistvu limfa zelo pomemben del. Zdaj, dobro si povedala, ne, zelo zanemarjamo. Pa imaš mogoče, ne vem, ti vem, da zelo veliko bereš, pa zelo veliko si načitana in zelo veliko hodiš po svetu in seveda spremljaš nenehne trende, kar se tiče limfe. A si mogoče opazila, torej, če bi nekdo redno recimo hodil na limfno drenažo, ne, imamo zaradi tega, kot praviš, torej okrepimo imunski sistem, smo bolj zdravi lahko? Seveda. Je to potrjeno? Ja, to je potrjeno. Limfno drenažo predvsem rabijo tisti, ki imajo tudi kakšne težave v delovanju limfnega sistema, ampak tudi tako je v bistvu že prepozno na nek način. Mislim, prepozno, rešiš lahko, ampak to so v bistvu že kar hudi znaki, ne? Seveda, ja, to so hudi znaki, ampak tudi čisto zdravemu človeku to bi koristilo, a ne, da bi redno hodil tudi na limfno drenažo. Zdaj vem, da te je zanimala tudi ta razlika med masažo in limfno drenažo, ki jo marsikdo ne razlikuje oziroma ne ve, kaj je razlika. In sicer pri limfni drenaži je naš cilj, da izločimo limfno tekočino iz telesa, s tem, da telo samo ne proizvede nove. Ker če razlika med masaža in tudi gibanje, šport, isto poveča izločanje limfne tekočine, ampak tudi proizvodnjo nove tekočine, zaradi tega, ker se poveča krvni pretok. Pri masaži mi delamo z mišicami. Mi gladimo kožo, gnetemo mišice in v bistvu s tem naredimo en kup dobrih učinkov za telo, ampak če pa hočemo, da se samo izloči strupi iz telesa, izloči limfna tekočina, takrat je pa limfna drenaža in to je v bistvu čisto nežna tehnika. Zdaj, Neža, jaz poznam limfno drenažo, včasih so imele kakšne kozmetičarke tudi kje tam nekje na mizi, kakšno strojno, ne? Kakšna je pa recimo razlika torej med strojno, kjer si tiste hlače ponavadi oblečeš, ali pa torej med to ročno masažo po doktor Vodru? Kakšna je razlika? Ja, razlika je v bistvu kar velika, čeprav ne bi bil cilj isti. Zdaj je treba razlikovati, ali je človek zdrav ali ni. Če ima človek kakršnekoli težave, je kontraindicirano, da gre na strojno limfno drenažo. Sploh tisti, ki jim bezgavke ne delujejo pravilno ali jih mogoče po operaciji celo nimajo, pri tistih je res lahko tudi škodljivo. Zdaj, če prav razumem, prosti, kad te prekinem, Neža, ko smo ravno pri teh bezgavkah, ne, v bistvu strojna naprava bezgavk se nekaj ne dotika, pa jih ne more lih, ne?
čista tako kot priročnik, ker si lahko zelo specifičen in se vsake bezgavke torej, in teh vozličkov res lotaš. Ne, Tako je, to je res. Lahko si res specifičen, točno greš tam, kjer potuje limfna žila in do bezgavk, kar pri strojni ni. Ne smemo zanemariti tudi človeški dotik, ki je že samo po sebi zdravilen, lahko ne pa tukaj neki aparati. Predvsem se gre pa za to, ker aparat pumpa vodo iz telesa. Limfa je pa sestavljena iz večjih snovi, ne? To so celice, to so proteini, maščobe in tudi tekočina. In v bistvu pri strojni limfni drenaži se predvsem izloča voda, proteini pa ostajajo v žilah in lahko, zato sem prej rekla, da ne smemo absolutno tega uporabljati, če ima človek res težave, ker če zastajajo proteini v limfni tekočini, potem lahko ta tekočina zatrdi, postane vedno bolj in bolj gosta in pride do fibroze. To je pa nepopravljivo stanje. Se pravi, če ima nekdo limfedem, to smo prejšnjič govorili, kaj limfedem je. Če bi delal si strojno, prvič stroj spravi tekočino tja, kamor jo tudi ne bi smel. Še bolj zapaca na nek način. Še bolj zapaca, tekočina zatrdi in imamo trd limfedem in ne moramo več v bistvu ga spraviti v normalno stanje. Tako da to, če pa človek zdrav... To ni alternativa, ne? To je pa čisto uradna zadeva, je tako, ne? Tako, limfna drenaža po dr. Vodru, ja, to je čisto uradna medicinska zadeva, 10 terapij letno pripada vsem, ki imajo diagnozo limfedem. Ostali, tako ja, tisti, ki imajo, pač, moramo pa razlikovati tudi dinamični pa limfostatični limfedem. Se pravi, prejšnjič smo govorili o primarnih in sekundarnih limfedemih. To je limfostatični limfedem, ne, edem. V bistvu tukaj je treba razlikovati, ker vsako zatekanje, recimo nog, še ni limfedem, ne. Če je dinamični edem, pomeni, da smo mi veliko na nogah, da smo na vročini, kjer se žile razširijo, zastaja tekočina in potem v tem primeru noga zateče, ampak če jo mi z telovadbo, s tem, da jo damo navzgor, da mišice pač aktiviramo, če nam uspe to otekanje takrat izničiti, da ga ni več, potem to ni limfedem, ne. Ampak limfna drenaža je pa vseeno priporočljiva, a ne samo pač... Vsekakor. Zdaj poleti, ne, ravno sleka vročina, pol je poleti v bistvu še več ljudi, ki ima zelo težave z zatekanjem, ne, in limfa pri tem v bistvu zelo pripomore, ne. Res je, res je. Poleti so največje težave zaradi vročine, žile se razširijo, zato je zelo dobro, da bi se z hladno vodo pač potuširali, a ne, da bi to redno počeli, da raje izberemo morje kot toplice, naprimer, da ne hodimo v kakšne džakuzije, da se ne izpostavljamo preveliki vročini, no. Kaj pa še druge, recimo, zdaj si povedala kar nekaj takih fajn napotkov, ki jih lahko vsak sam upošteva doma. Je še kaj takega, v bistvu, kar lahko sami v bistvu poskrbimo za boljše delovanje? Ja. Začniva kar pri osnovah. Ogromno je teh stvari, ne, kako si človek lahko sam pomaga. In če vzamemo osnove, je dihanje, voda, hrana, gibanje, pa naša psiha tudi, a ne. Se pravi, dihanje, če je plitvo, če na vsake toliko sploh ne vdahnemo, to je velik minus, ne samo za celoten organizem, a ne. Se pravi, dihamo globoko, s trebuhom, lahko tudi večkrat, lahko delamo tudi dihalne vaje. Ko izdihnemo, malo stisnemo trebuh. Tukaj je ogromno limfne tekočine in z vdihom in izdihom se limfna in venska, se pravi, venska kri in limfna, ja, in venska kri tudi se žile krčijo in s tem tudi grejo tekočine lažje tja, kamor morajo. Potem druga stvar, voda, ne, da spijemo zadostno količino vode, da jo pijemo preko celega dneva, da že zjutraj na teščep pijemo malo vode, a ne, to je zelo pomembno, ki tudi neka osnova, ki jo veliko ljudi ne počne, a ne. Pa ni toliko težko, pa ko se navadiš, saj drugače verjamem, se stvar lahko pozabiš, ampak je zelo pomembna, ne. Prehrana, da je veliko vlaknin, da pazimo, da imamo redno prebavo, da jemo čim manj procesirane hrane, da jemo čim manj enostavnih ogljikovih hidratov,
tudi mesa v zmernih količinah, a ne, da pojemo čim več sadja, zelenjave in tako naprej. In ekološko in lokalno pridelano in tako naprej. Prej smo se mi, da že v zadnji malo pogovarjali, obutev, kako je obutev pravzaprav pomembna in kaj je priporočljivo? No, potem naslednja stvar je pa gibanje in seveda tudi obutev. Obutev drugače je najboljš, da je, sicer če imamo superge, ko gremo, ne bomo imeli pet, ampak drugače pa 2 do 4 centimetre pete. Jaz imam premalo, ti imaš preveč, ne, mogoče najbolj, da se sezujeva. Ja, 2 do 4 centimetrov, no. 2 do 4? Ja, to bi bilo najbolj idealno, zaradi tega, ker tukaj je, kot smo rekli že prejšnjič, da je venski in limfni sistem sta povezana. In ko imamo malenkost dvignjeno peto, imamo tukaj stisnjeno mišično črpalko, ki nam pomaga, da se žile preveč ne razširijo. In seveda, kot smo tudi že rekli, ne, to vajo na pete pa na prste je tudi priporočljivo pač izvajati. Po 25 močnih stiskih ali pa 25 hitrih korakih se ta venska črpalka vključi, da začne pumpati tekočine navzgor. Od danes naprej bom jaz celotno oddajo vodila takole, Neža, pri tebi sem začela. Tako da hvala za tale res čudovit nasvet. Veš, kaj me še zanima? Tisti prvi znaki, ki ljudje opazimo, da nekaj ne štima in da je čas, da obiščemo torej strokovnjaka za limfodrenažo. Kateri so to? Ja, to je v bistvu, ko opazimo, da začne zatekati. Ali so to gležnji, ali so to prsti na rokah, ali so to podočnjaki. Tudi obraz zjutraj, recimo, kaj pa ta obraz zjutraj? Kaj se zbudim vsa zapuhla zjutraj? Ja. Lahko pokažem v bistvu par samo masažo, ali kako bi temu rekli, samo drenaže, kako si lahko pri tem pomagamo. Limfna drenaža se začne in konča vedno pri vratu. Tukaj imamo 160 bezgavk od 600-700 in tukaj se imenuje tale predel terminus, ko vidimo, da je malo mehko, vidimo, takole. Terminus se imenuje po končni postaji v Rimu za vlak, ker vse poti vodijo v Rim in tudi pri limfi je tako. Tako da v bistvu jaz najrajši roke prekrižam, lahko jih imaš pa tudi tako. In najdem te točke, ta pač en tak mehak otoček in krožno, tako najboljše proti sebi, pa na noter proti vratu, pa spustiš, a ne? Se pravi, pol krogi in spustiš. In to ritmično, počas delaš. Ne se malo spim. Ja, no to stranskih limfna drenaža pomerja, tako je. Sprošča, Sprošča. In tukaj v bistvu že s tem veliko naredimo. Potem se pa preselimo na vrat. In imamo tudi tukaj 2 pomembne točke, kjer je ogromno bezgavk, pod ušesi pa še malo nižje. In najboljš je, se pravi, vsa tekočina iz obraza gre sem. Se pravi, zdaj je to zelo specifično, kako mi delamo te gibe, jih ne morem zdaj na hitro razložiti, ampak predvsem, da spravimo vso tekočino dol. In vedno pri limfni drenaži začnemo proksimalno, pa gremo pa distalno. Se pravi, začnemo bližje bezgavkam in spravljamo tekočino dol proti bezgavkam. Počasi, ritmično, potem pa gremo lahko naprej in se v bistvu, dokler ne pridemo do oči in spet navzdol. Lahko polkrožno, lahko pa samo navzdol, pa spustimo. In v bistvu, če to delamo nekaj časa, čim dalj, kakor imamo, se bomo tudi znebili teh oteklin zjutraj. Hvala za tale čudovit, lepotni nasvet, tudi med ostalim, je pa najbolj zdrav tudi verjetno. Tako, če smem še za noge povedati, veliko ženskam ali pa tudi moškim zatekajo noge. In čisto enostaven nasvet, vsa limfa iz nog gre najprej tukaj pod kolenom, pač iz pete, gležnja in meč. Vsa ostala, tudi ta potem, pa v dimlje. In se pravi, da brez veze, da začnemo pri gležnju, ker bomo že naredili v bistvu zastoj. In zato je najboljš, da gremo tukaj, kjer so dimlje, in navznotri in proti gor. Tako da najprej tukaj odpremo. In potem samo, to si vi izberete, kako vam bo pač pasalo, kakšne gibe narediti, ampak
ker limfna drenaža je spet, to so specifični gibi, ampak važno je, da porinete kožo proti dimljam, a ne? Torej, in se potem pač spet vračate tam, kjer je problem. Se pravi, začnemo proksimalno, tam, kjer so bezgavke, in spravljamo Navzdol, ampak vedno tekočino navzgor. Navzgor, ne navzdol, Navzdol navzgor. se pogibamo, ne, Tako. ker začnemo zgoraj, ampak so gibi navzgor. Tako. Okay. Takole recimo, ne? Tako, super, ja, res. In na tak način si lahko sami pomagamo, ne. Sicer limfna drenaža traja pač dalj časa, se človek umiri, ne more se sam lih narediti limfne drenaže, tudi jaz jo ne morem, ampak s temi pač enostavnimi nasveti lahko pa pripomoremo, ne. Tudi eni se krtačijo, ne, da vsaj vejo zdaj kam, da začnejo pač od zgoraj in proti gor tudi krtačijo in potem so šele končajo pri gležnjih, na primer. Katere so te bezgavke, ki so v bistvu ponavadi, recimo po tvojih izkušnjah, tvojih strank, delajo največ težav? So najbolj zamašene mogoče, pa tudi zakaj? Ja, moje stranke so zelo pogosto po raku dojk, kjer jim odstranijo aksilarne bezgavke in jim potem zateka roka. In moja naloga je potem, da limfno tekočino spravim tukaj v terminus in tukaj v dimlje, ne, na tej roki, mislim, na tej strani, kjer je roka. Tako da, če je zatečena noga, potem je treba spraviti tekočino v trebuh in v to aksilo, ne. Tako da to so specifične stvari. Pri čisto zdravih ljudeh, ne, so pa ponavadi noge največji problem in te dimeljske bezgavke, pač večinoma zastajajo tekočina v nogah, no. Kaj pa limfna drenaža pa krčne žile, nam kaj pomaga pa krčnih žilah lahko? Ja, v bistvu nasveti, ja, seveda, tudi to so naše stranke, no. Pri krčnih žilah se velikokrat pride do zatekanja, a ne, in tudi do hiperpigmentacije. Se pravi, če... Res, to je povezano, wow. To je povezano, se pravi, in venska tekočina in venske žile in limfne žile imajo zaklopke. In če te zaklopke slabo delujejo, potem tekočine ostajajo v nogah, zato ker itak stojimo, vsa teža je na nogah in že gravitacija svoje dela, potem pa še, če niso pač te žile sposobne črpati tekočine navzgor, imamo težave tako z zatekanjem limfne tekočine, kot s krčnimi žilami. Tako da je to isti, mislim, ni isti problem, ampak tudi s tem se mi ukvarjamo. Tako da, ja, limfna drenaža definitivno pomaga, so pa spet nasveti, ne, 2 do 4 centimetre pete, hladiti, noge navzgor, gibati, tole početi, ja. Tole mi je super. Kaj me še zanima, Neža, zelo veliko tako berem, da v kakšnih teh lady revijah, ne, in tako naprej, damskih revijah, da priporočajo razne napitke, kjer ne uporabljamo recimo različna zelišča. Kako je s tem? Kakšne imaš pa ti izkušnje oziroma kaj ti priporočaš? Pri krčnih žilah in limfedemih najbolj pomagajo flavonoidi. Flavonoidi? Flavonoidi, Kje jih najdemo? Najdemo jih v divjem kostanju, v ajdi, v te beli kožici od pomaranč, recimo, ko so še nezrele. Tako da obstaja tudi zdravilo za to in tudi prehranska dopolnila. Tako da flavonoidi so tisti. Super, to je bilo pa zelo fajn vedeti. Veš, kaj pa me še zanima za sam konec? Recimo, zdaj si povedala, da pač ljudje, ki imajo resne težave, torej z limfedemi in podobnimi stvarmi tudi pripada na napotnico, ne, in tako naprej, torej 10 terapij si rekla, ne, ali kako? 10 terapij letno, ja. Kaj pa recimo zdaj gre pa na preventivo? Torej zdrav človek, ki se dobro počuti, ampak želi torej svoje zdravje ohraniti, dobro, ne. Kako bi priporočala, recimo, koliko terapij letno, mesečno, ne vem, kako bi svetovala? Jaz osebno imam redne stranke, ki naprimer na 14 dni menjajo in hodijo na 14 dni, ker jaz izvajam tudi masaže. Hodijo na masažo, enkrat na 14 dni na masažo, drugič limfna drenaža. In te res, moram reči, po izkušnjah ohranjajo, da ni bolečin, da ni zatekanja, da se dobro počutijo. In lahko pa se odločimo tudi za neko kuro, ker če se želimo recimo znebiti celulita, ki je tudi limfna drenaža je pač... koliko je še stvari za povedati, ja. Limfna drenaža je najboljša pač
terapija za celulit v kombinaciji z vsem, kar še spada zraven, da skrbimo za svoje zdravje. In takrat je najboljše narediti pač neko kuro, 6 do 10 terapij, vsak dan ali na 2 dni ali na 3 dni. Tako pogosto, super. In takrat res lahko pričakujemo zelo dobre rezultate. No? Ja, super. Neža, najlepša hvala spet za ogromno dozo znanja. Jaz seveda verjamem, da bo našim gledalcem in gledalkam to zelo fajn prišlo. Meni pa tudi se veš mi, da se po oddaji zmeniva za termin. Skratka, raziskujte torej naprej na naši spletni strani klepetobkavi.si najdete tudi rubriko Brezplačno, kjer vas čakajo brezplačni testi za samo raziskovanje, recimo kakšno je stanje vaše prebave, ali pa imate parazite, ali vam primanjkuje vitaminov B kompleksa, ali proizvajate dovolj melatonina in tako naprej. Pa tudi seveda razne priročnike za samo pomoč. Ne pozabite seveda tudi na naše novičke, pa YouTube kanal, Facebook, Instagram in ostala Klepetova družabna omrežja. Smo pa seveda še vedno na voljo tudi na najbolj tradicionalni način in to je, da nas pokličete na 026 200 230, če imate še kakršnokoli vprašanje. Neža, še enkrat hvala lepa za obisk. Ja, ni za kaj.